Okay, dober dan, dobrodošli. Zelo sem vesela, da ste si vzeli čas za sebe, ker to predavanje je za vas, da vam jaz povem svojo pot, kako sem jaz postala najbolj srečen človek na svetu, saj sebe tako tretiram in sem res ponosna na vas, da ste si ta čas vzeli in da boste tole predavanje lepo poslušali in kaj slišali in kaj odnesli. In hvala tudi Hiši Sadeži družbe Barbari za povabilo, sem zelo hvaležna, tako da res hvala, pa še kdaj lepo prosim. In hvala res, ko ste se v takem številu udeležili tega predavanja, tako da dobrodošli. Moje ime je Nataša Meznarič, veliko ljudi me že pozna, tisti, ko me pa še ne, me boste pa danes dodobra. Zdaj, znana sem po tem, da se nekako ne pripravljam, da govorim iz srca, iz duše, to, kar pač povem in tako bo tudi danes. Tako da, zdaj, če vam o meni, da gremo nekako na začetek. Ko sem bila 7 let stara, mi je umrla mamica. In, še to moram povedati, na koncu imam darilo za vse, tako da ne preiti, pa ste brez darila. Zelo lepo darilo imam, sicer ga boste dobili po mailu, nekaj tudi tukaj, ampak se vam splača počakati. Ko sem bila 7 let stara, mi je umrla mamica in takrat se je za mene začel pekel, velik pekel v življenju. Oče se je kar do dobra podal v alkohol, imela sem še sestro 5 let starejšo, ni zmogel te izgube, ni zmogel se nekako postaviti na noge, praktično je bolj kot ne 12 let stara sestra za mene skrbela, ko sem bila 7 let stara, pri 7 letih sem začela čez noč kuhati, prati, likati, skrbeti za očeta. Tako da praktično nekega otroštva nisem imela. Dobro, da sem imela takrat psa, da sem imela enega prijatelja, na katerega sem se lahko naslonila, pa mojo babico od mamice mamo, takrat, da je bila praktično edina oseba v mojem življenju, ko mi je pokazala, kaj to je ljubezen. Vsi ostali so me pridno učili, kaj to ni ljubezen, ampak danes sem jim zelo, zelo hvaležna za to, zaradi tega, ker ravno zaradi teh travm, zaradi teh težkih, bolečih izkušenj, lahko jaz danes tu pred vami stojim in imam to čast, da pomagam drugim ljudem, ki me prosijo ali pa vidijo, da rabijo mojo pomoč. Tako da, potem se je začelo, vmes sem bila zlorabljena, spolno zlorabljena, nisem točno vedela, zakaj se gre pri 12 letih, to, kaj to pomeni, sem mislila, tako je prav, in sem potem tudi to travmo skozi nosila s seboj, ogromno nasilja je bilo doma, ogromno dretja, ogromno, bom rekla, psihičnega in fizičnega nasilja. Danes to razumem, danes ne obsojam več svojega očeta, ker resnično razumem življenje, razumem to, da so nam neke stvari na naši poti dane za našo rast. Kar dosti dolgo sem rabila, da sem to raziskvala, da sem prišla do tega spoznanja in da res z vsem svojim srcem in dušo ne obsojam več očeta, ampak ga razumem, da drugače ni znal, da enostavno ni drugače zmogel, ker če bi drugače znal in zmogel, bi deloval drugače, tako pa ni. In potem se je moje življenje, srednjo šolo sem naredila v Šentjurju, kmetijsko šolo, želela sem pa iti na pedagoško. In sem imela premalo točk, ampak to sem pol kasneje naredila tudi za učiteljico, tako da sem praktično naredila 3 fakultete, sem diplomirani inženir agronomije, pa učitelj. Potem se je to nadaljevalo, vso to nasilje, ta vzorec v mojih partnerskih odnosih, kjer sem bila tudi zelo zlorabljena, ponižana, žalostna, obupana, v strahu. In vse to, kar se mi je čez življenje dogajalo, je privedlo do tega, to sem pa spoznala na hipnoterapiji pri Saši Einsiedler, da sem pogledala v najhujše svoje 3 dogodke, ki so me najbolj zaznamovali skozi življenje in ti v tej terapiji vidiš sebe
in čutiš zdaj, ta trenutek, čutiš občutke, ko si jih takrat čutil kot otrok in to je ena fantastična terapija. In potem sem jaz vse to skupaj lahko povezala, zakaj sem jaz kasneje šla v kajenje marihuane, v alkohol, zato ker ko je prišlo do podobne situacije ali pa čisto drugačne situacije z istim občutkom, da sem se jaz rešila, sem posegla po tem, ker mi je bilo lažje, ne. Tako da tudi to sem dala čez, pol sem pa prvega otročka, imam Jakoba, 22 let starega, ker sem zelo, zelo hvaležna za njega, je krasen fant. Sem ostala nekje sama, mama samohranilka, ko je bil star 1 leto. Kasneje imam pa še Nežko, je pa stara 10 let. Pa sem tudi ostala sama, vidite, kak sem ta vzorc lepo vlekla, ne. In kaj sem hotela povedati? Malo vode spila. Gremo v nek kanal, ne, in pol, ko me ven vrže, pol mi malo pomagite, ki sem ostala. Ko sem zdaj hotela z otroci povedati, da sem hvaležna za otroke, pri Nežki, ja. Tudi fajn punčka, ker imam pa tudi izzive z njo, ker ima kao diagnozo, nalepko, ADHD, čustveno-vedenjske motnje pozornosti, tako da tudi to rešujemo, ne? Tako da ne boste mislili, da sem jaz zdaj zato, ko sem najbolj srečen človek, kaj drugačna od vas, ne? Tudi jaz imam vsak dan izzive, tudi jaz imam kontraste, jaz temu pravim izzivi pa kontrasti, ne rečem več problem pa težava, ker ko rečemo problem pa težava je ena taka teža zraven, ena taka vibracija, iz katere mi tega ne moramo rešiti, ne. No, in pol, če grem zdaj nazaj, sem z Nežko tudi sama ostala, že ko sem bila noseča, tudi tam je bilo ogromno nasilja, vsega tega in vse to je privedlo do tega, da sem se jaz psihično in fizično popolnoma zlomila. Se pravi, imela sem diagnoze izvojnika, šizofrenija, bipolarna motnja, najhujša oblika depresije, bila sem tik pred samomorom, manjko mi je sam še korak, kaj ga ne naredim. In sem hodila v četo in sem rekla, drž me za roko, ker ga bom res naredila. Se pravi, bila sem v popolnem 100% občutku, da ga moram narediti, da bojo drugi, ki so izven mene ljudje, ki so me ranili, spoznali, kaj so mi naredili in da bojo oni lahko drugačni, da se bojo lahko spremenili, ker so mene to hranili. Zdaj, če pogledam takrat, sem že delala na sebi, majčken, sem že brala take knjige za osebnostno rast, sem že približno vedela, kaj so misli, ampak ne toliko, ker danes vem. In sem kljub vsemu zaprosila za antidepresive. Ampak v zavedanju, da jih bom imela največ 2-3 mesece, dokler se mi to stanje, da želim narediti samomor, ne umiri, in pojačano takrat delala na sebi. In to sem tudi storila. In ta korak, ne, ker vsi so rekli, ne, tablete, to je kemija, škoduje, ne vem kaj. Jaz sem pa vedela, da to moram narediti, če si želim rešiti življenje. Zakaj? Ker sem se preveč zaciklala v te misli not in neprijetne občutke in enostavno kljub terapijam, kljub pomoči, kljub psihologom, ne vem, kaj sem vse takrat imela, jaz nisem znala ven, ker občutek je vse, kar imamo. Občutek je pogovor z našim višjim jazom, z našim nefizičnim, mi smo zdaj to fizično telo, imamo pa še nefizično in mi komuniciramo preko občutka. In občutek nam popolnoma vse pove. In občutek ima svojo vibracijo, svojo energijo, vibracijo, frekvenco in s tem občutkom mi ustvarjamo popolnoma vse v življenju. Popolnoma vse. In ko sem jaz prišla do točke, da sem znala kontrolirati misli, se pravi, da je misel tu bila, predno je prišla v mojo glavo, jaz temu rečem, sem jo jaz preusmerila, da sem vedela, da je misel samo nekaj, kar pride in da ni nujno, da je resnična. Oziroma sploh ni resnična, jaz jo naredim resnično in jaz si dam moč, če ne dajem moči, ni pomembna, ne obstaja.
In to sem se naučila. In potem sem začela s kontrolo teh misli. Začela sem z ne vem kako dozo cevit. Dala sem pol na svoj rojsten dan, 6 let nazaj, bo zdaj te antidepresive stran, 3 mesece sem jih jemala. In potem vedela pa sem, ker v vojniku, ko rečeš, ne vem, ne spim tablete, ne to tablete, to sem pa vedela, da ne, da ne bo nikamor šlo, da rabim vzrok poiskati teh svojih narekovajev bolezni. Ne? Zakaj v narekovaju? Zato, ker mi dobimo diagnozo, diagnoza je resnična, ampak prognoza, potek bolezni je pa odvisen samo od nas, od nobenega drugega. Ne? In jaz sem živi primer za to, da se da drugače, da ni treba verjeti temu, kar ti rečejo, da obstaja ogromno drugega znanja, ko se da po drugi poti in da se vsak človek lahko reši. Res je pa, da je za menoj ogromno terapij, predavanj, delavnic, pogovorov z ljudmi na visokih vibracijah, ko so mi znali pomagati, poglabljanja vase še danes in se nikoli ne neha. Če dam na primer tole rožico, orhidejo, to so moje rožice, jih imam najrajši. Če bi jo jaz, ko grem jaz na morje, recimo za 3 tedne vsako leto, ona odvrže cvetove, je žalostna, ko me niko ne skrbim za njo, ne? Vsak dan se pogovarjam z njimi, jih režem in tako naprej. In enako je pri nas. Če mi ne skrbimo za svoj duh, za svoje misli, za svoja prepričanja, za svoje vzorce, zase, za svojo notranjost, ne moramo pričakovati, da bomo cveteli. Ni logike, ne gre, enostavno ne gre. In ko mi skrbimo zase tudi na tak način, šport, hoja, vse to, da se mi poglabljamo v sebe. Zakaj? Ker ves naš zunanji svet, vse, kar vidimo navzven, je naše rojstvo, rojstvo naše notranjosti. Ste vse mamice že? Ne? Ja. Se pravi, rodimo otroka, rodimo svoja prepričanja, rodimo svoje misli, rodimo svoje vzorce, rojevamo ves čas svoje občutke v zunanji svet in vse, kar mi od zunaj živimo, kar je izven nas, kar gledamo, se pravi pojavnost, ki jo vidimo, je zaradi naših občutkov, misli, prepričanj. In če nam karkoli od zunaj ne paše, kdo je tisti, ko je odgovoren za to, da bo to spremenil? Tisti od zunaj, ko kažemo prst na njega, ne, ko mi tako kažemo, so 3 prsti na nas usmerjeni, ne, ko sodimo, se pravi, mi smo odgovorni. In prvi korak, najbolj pomemben korak, ko sem ga jaz v življenju naredila, sprejela, v največji vlogi žrtve, ne? Vse to se mi je dogajalo, zato ko sem se tako lepo naučila vlogo žrtve igrati, nič druga. Ne? Zdaj pa pač igram vlogo zmagovalca, ampak za vlogo zmagovalca, to, kar si jaz želim v življenju, sem se mogla naučiti nove vloge, pridobivati novo znanje, pridobivati nove informacije, ki so mi služile, ker z informacijami in znanjem, ki sem ga imela, rečemo, do depresije, sem imela depresijo, se pravi, je logično, da rabim nekaj novega se naučiti, ne? Ker s tem, kar sem do takrat znala, sem si ustvarila depresijo. In ne samo depresijo, totalno žalost, obup, da so vsi drugi krivi, zato ker se jaz tako počutim, da so vsi drugi odgovorni, da je moj oče kriv, da je mama kriva, ker me je zapustila pa umrla, da je partner kriv, bivši, ker me je pustil samo z otrokom in tako naprej, ne? Se pravi, sprejela sem odgovornost. To pomeni, jaz sem odgovorna za popolnoma vse, kar se mi v življenju dogaja. To je najtežji korak, ko si v vlogi žrtve, da to sprejmeš. Ker je treba prekiniti nekaj, staro življenje je treba prekiniti, da lahko jaz novo življenje rodim in ga živim. In ko sem to sprejela, ok, jaz sem odgovorna, to se spomnim, kako je bilo težko, ne? Ni mi bilo jasno, kako sem jaz odgovorna, pa zakaj sem zdaj jaz odgovorna. Ne, moj ata je odgovoren, ker me je tepel, ker je hodil pijan domov, ker je imel toliko žensk, on je kriv, oni so krivi, ne, jaz nisem kriva, ne. Noben ni kriv, ne, da to razčistimo. Noben ni kriv, ker vsak dela vsak dan najboljš, kar zna.
isto naši starši. So delali vsak dan, vsak trenutek najboljše, kar znajo. Tudi jaz sem vsak dan mama, tako kako znam biti najboljša. To ne pomeni, pa da ne morem biti boljša. Če pridobim novo znanje, nove informacije, če se učlanim recimo v kak mentorski program, kar sem, vedno si poiščem mentorje, da mi pomagajo. Se pravi, sem lahko, adijo, dobita vse en darilo. Poklič me. Čau. Se pravi, sem lahko še boljša mama, ne? Sprejeti odgovornost. Zdaj pa lahko sprejmemo mi odgovornost kot žrtve, ok? Pa si rečemo, jaz nisem odgovoren, lahko pa sprejmemo odgovornost kot zmagovalci. Ali karkoli pač želite biti v življenju. In moj stavek je bil takrat, ko sem jaz to spoznala. Če sem skreirala sranje, lahko skreiram tudi sanje. In danes Nataša kreira svoje sanje. Jaz jih ustvarjam, jaz jih rojevam. Še enkrat poudarjam, delo na sebi ni težko, ko rečejo je težko. Na začetku mogoče je, ampak da se ti novih navad navadiš, ne? Se pravi meditacija vsak dan, vizualizacija vsak dan, nova zgodba vsak dan, bomo to vse povedali. In vse to, da se ti navadiš, da postane tvoja rutina, je malo tisti, ki bom čas dobil, pa jaz to ne morem, pa to, ampak to so sami izgovori, ne? Nočeš, ker ne želiš, ker ti je pač fajn tam, ko si, ne? In če ti ni fajn, rabiš nekaj narediti za to, da ti bo boljše, da boš imel lepše življenje, ne? Če smo zdaj rekli, jaz sem odgovoren za to, kaj živim, ne? In kako živim. Jaz sem odgovorna, ali sem zdrava, ali sem bolana. Jaz sem odgovorna, ali imam denar, ali nimam denarja. Jaz sem odgovorna za svoje občutke, ki jih čutim. Jaz sem odgovorna, ali sem srečna, ali sem nesrečna. Noben drug izven nas ni odgovoren za to. Ne glede na to, kaj se vam ta trenutek dogaja. In to je prvi korak, ko ga je nujno potrebno sprejeti, da lahko napredujemo, da lahko rastemo. In samo malo, vi pa nimate, vi pol dobite kaj konc. Prvi korak. Potem sem začela poslušati, takrat se dobro spomnim, dobro Vilo Majo. To je Maja Debevc. Se pravi, vse jaz nimam denarja, da bi se poglabljal vase, da bi se učil, da bi se spremenil, je največji izgovor, kar ga človek premore. Največji izgovor. Ker danes imate na YouTubeu brezplačnih videov, kolikor jih hočete. Kolikor jih hočete. Jaz sem se učila od Ane Bučevič, hodim tudi na vse njena predavanja, se pravi, nimam več izgovorov. Se peljem v München na 2-urno njeno predavanje, zato da dobim en stavek, ne? Eno in isto skozi, ampak en stavek, 2-3 bom pa sigurno dobila, ki mi bojo za mojo rast pomagali, ne? Zdaj, jaz nisem nek človek, ko vas bom, ko ujčkam ljudi, ne? Jaz povem tako je, jaz povem resnico, pa kaj je meni pomagali, vi pa pol lahko naredite s to resnico, kar želite, ne? Lahko pa poiščete svojo, ko vam bo bolj pomagala. Jaz nikoli ne rečem, verjemite meni, verjemite sebi. Naučite se sebi verjeti in slediti svojemu občutku, občutek vam bo pa popolnoma vse povedal, kaj je za vas, kaj ni za vas, ker to je vaša komunikacija, to je vse, kar imate. Ne besede, občutek pri enem človeku, občutek pri eni stvari, točno veste, ali je za vas ali ni za vas. In kaj sem pol naredila, tako sem prej rekla, da je mene rešil. Prvi korak je bil, nisem se mogla niti sama pelati, cele dneve jokala, cele dneve, 24/7 sem jaz imela temne, črne misli, skozi. Niti ene svetle misli ni bilo. Nisem zmogla skrbeti za otroka. Ko sem mogla zvečer ta malo stuširati, mi je bilo tako, da bi iz Žalca do Ljubljane mogla en jarek skopati, s tako težo. Se pravi, opravila, ki jih drugače opravimo, ko sploh ne pomislimo, da jih opravljamo, jih nekako z levo roko, sploh ne ozavestimo, sem jaz z največjo težo opravljala. In pol sem šla jaz na predavanje Barbke Špruk, če jo poznate.
Ona je imela še več te kemije, bom rekla, teh tablet, ko jaz, voda jo hajala, slinila se je, isto depresija, ne vem kaj. In ona je prišla iz tega ven. Se pravi, če želite kakršnokoli spremembo, dobro me to poslušajte, v življenju, pa želite, da vam nekdo pomaga pri tem, vedno iščite ljudi, ko imajo izkušnjo. Ne? Vedno, ker meni psihologi, psihiatri niso pomagali, ker niso imeli, ne moreš pomagati, če nimaš te izkušnje. To je dejstvo, to je logično. Oni imajo verjetno tavženkrat več znanja, ko ga imam jaz v depresiji, ne? Tavženkrat več, sam jaz pa vem, kako jo rešiti. Ne? Pa jaz sem bila najbolj nesrečna, se pravi, jaz lahko ljudem pomagam do sreče. Zato, ker vem, kere korake sem jaz delala, pa kaj je meni pomagali, ne? Ker, in to boste zelo pazljivi, koga si najdete za svojo pomoč, da imate ljudi z izkušnjami, z identično izkušnjo, ko imate vi, ker sam tak človek vas bo lahko razumel. Drug vas ne more. Ker kaj sem jaz delala pri psihiatrih? Jaz sem prišla, za 1 uro sem se usedla in sem govorila, kak sem Boga. To je to. On me pa poslušal. Nobene rešitve, nobene usmeritve, kaj naj drugače naredim. Pa nimam zdaj nič proti, da ne bo kdo mislil. Govorim izključno o svoji izkušnji. Ne? Se pravi, tu ni nič. Ne? Če hočeš kaj drugače, rabiš eno drugačno obnašanje, drugačen način življenja, če hočeš, da bo tvoje življenje drugačno, ne? Da bo sprememba. In potem sem šla k Barbki, oče me je peljal takrat in je rekla, Barbka, če je uspel, meni bo tudi tep, ne? Jaz verjamem vate, ne. In to je bil stavek, ko je meni spremenil življenje. Jaz sem mislila, če pa ona verjame v mene, ne, pa mi bo že uspel, ne. Ampak jaz sem bila čist na tleh, ampak tisti dan, ko sem jaz prišla iz predavanja domov, sem jaz začela delati korake, ki jih je Barbka delala. Se pravi, popolnoma sem jo kopirala. Knjige, ko jih je ona brala, CBD kapljice, pojačana doza C-vitamina, ašvaganda, ker sem imela panične napade, kao panični napadi, če ne bi vedela, da se mi tako reče, sploh ne bi vedela, ne. Vse to. Ampak kaj je to? Jaz vam iz srca priporočam, da si preberete mogoče knjigo Podedovane družinske travme. Ful dobra je. 27 € jo imate v Mladinski. Se pravi, vse to, depresija, anksioznost, šizofrenija, to so bile vse podedovane in pridobljene v tem življenju travme, čisto nič druga. In na tak način se je to kazalo izven mene. In potem sem začela vaditi. Kasneje sem, tako sem vam rekla, če vam bo kaj pomagalo, zato vam govorim. Dobro vilo Majo, se pravi, Majo Debevc zbrala, poslušala. Naslednja je bila Ana Bučevič. Imate preko 800 njenih videov na YouTubeu. Ful dober, se pravi, pa sem pa poslušala, od katerih se ona uči. Se od Abraham Hicksa, od tega, Joe Dispenza imate zelo dober, to verjetno že vse poznate. In sem se učila od takih. Kaj mi je najbolj pomagalo, če bi jaz izpostavila zdaj, kaj mi je najbolj pomagalo? Pomagala mi je najbolj hvaležnost. Se pravi, učenje hvaležnosti. Ogromno nekih mentorskih programov je za menoj, imate na YouTubeu imate oddajo V plusu mojo, za Sašo Einsidle Panove Zovišek, sem bila zbrana in smo posnela eno oddajo. Imate prvi, drugi del oddaje na YouTubeu. To imate vse brezplačno. Naredila sem njen program za samopodobo pa samozavest. Se pravi, čist brez tega sem bila, niti malo se nisem, zdaj kar jaz ugotavljam pri svojih strankah, ko delam z njimi. Ugotavljam, da vse izhaja iz tega, ker se človek nima rad. Ker se nima dovolj rad. Čisto vse, če črto potegnem, je skupni imenovalec, nima se dovolj rad, 100%. Se pravi, naučiti, kaj to sploh pomeni ljubezen do sebe, ker to nas ni noben naučil. Kaj to pomeni si čas za sebe vzeti, kaj to pomeni dati sebe na prvo mesto, ko vsi mislijo, je grozen, kaj pa pol otroci pa partner. Ker če bom jaz sebe dala na prvo mesto, delala, jaz sem še vseeno za otroke odgovorna, tudi otroci so pri meni na prvem mestu. Sam jaz se zavedam, če bom jaz srečna, izpolnjena, nasmejana, vesela, radostna, v užitku, v hvaležnosti, vsak dan za najlepši dan v mojem življenju, ja pa sem jaz najboljša mama, kar jih je. Ne, ker to tudi ugotavljam z ljudmi, ko delam,
Se pravi, imajo izzive z otroci, tako ga imam jaz, ne? Jaz imam velik izziv, velik, ne bomo zdaj veliko majhno sodili, ne? Ampak za enega, recimo bi rekla, da je kar konkreten izziv, kar se Neže tiče, ne? Sam kdaj lahko jaz njej pomagam? Kdaj? Takrat, ko sem jaz v depresiji, ko sem žalostna, ko sem obupana, ko sem v nemoči, ne morem ni. In jaz sem fokus mogla dati iz Neže čist dol, pa fokus nase, da sem se pomagala in še danes, ko do česa pride z Nežo, se pomagam in vse iščem, ker ona je moje rojstvo, ona je moj odsev. In če mi kaj v tem odsevu, mojem odsevu ne paše, če hočem kaj spremeniti, ja, kje moram začeti? Pri sebi. Isto je pri partnerju, če ti partner ne paše, on samo je, on je rojstvo tebe, on je tvoja izbira. Začni pri sebi, začni delati na sebi in to vam na srce polagam, začni, ne vem, kako delate, kako ne, ampak začnite delati na sebi. Ni važno, koliko ste stari, starost nima popolnoma nič s tem. Jaz imam v svojem programu gospo, ko je 72 let stara. Včeraj sem se pogovarjala z gospo, ko me je poklicala, ko je 80 let stara. Nima veze. Jaz sem že toliko stara, ne morem nič spremeniti, je izgovor. Nočeš spremeniti, to je dejstvo. Ker če hočeš spremeniti, boš spremenil, vse lahko spremeniš. Če sem jaz bila brez denarja, popolnoma brez, hodila sem tule na Rdeč križ po pakete, hodila sem v Petrovče na Karitas po cote, na Želvo tamle v Žalcu po hrano s potečenim rokom, socialna podpora, nič od nič nisem imela. Se pravi, mislila sem, da nimam nič, ne? Ker že takrat sem imela vse. In to je ta sprememba. Takrat sem imela 2 zdrava otroka. Imela sem streho nad glavo. Imela sem hladno in toplo vodo. Imela sem elektriko. Imela sem internet. Imela sem avto star. Imela sem popolnoma vse, da sem lahko bila že takrat najbolj srečen človek na svetu. In tu je ta sprememba. Danes jaz si lahko privoščim bilo kam, da grem. Pa si kupim bilo kaj, kar hočem. Sam kje sem začela? V istem, ni še pa to, kar želim, ne? Pač grem še dlje, ne? Ko sem, ne? Ampak začela sem pri tem, kar imam, zato sem prej rekla, prvi in osnovni korak, da boste srečni, je hvaležnost. Nesrečen človek je nehvaležen, srečen človek je hvaležen. In če izpostavim, največ, kar lahko izpostavim, je hvaležnost. Se pravi, najdete, sigurno imate v svojem življenju, ne glede na to, kak ste na tleh ali pa niste na tleh, ali pa vam nekaj ne paše, eno obilje, ki ga živite. Obilje je, da imam jaz 2 zdravi nogi, da imam 2 zdravi roki, da se zjutraj zbudim, da vidim. Že samo to, da vidim, sem lahko zaradi tega najbolj srečen človek na svetu. In ko boste nehali iskati, ko bom imela avto, ko se bo moj partner spremenil, ko bom dobila takega in takega partnerja, ko bojo moji otroci drugačni, ko bom imela hišo z bazenom, ko bom imela, ne vem, še 3 leta diplomo narejeno, ko bom šla v to šolo, ko bom shujšala, ko bom si kupila lahko obleko, ko si bom lahko kupila novo kuhno, ko boste s tem nehali čakati, da vas bo nekaj od odzunaj srečno naredil, doben vas ne bo naredil, ker sreča je tule noter. In srečni ste lahko tale trenutek, ne glede na to, s kako zgodbo ste prišli na predavanje, ste lahko tale trenutek najbolj srečen človek na svetu. A spite pod mostom? A kdo spi pod mostom? A ima kdo danes sposojena oblačila, ko si jih je mogel sposoditi od nekoga, da je sem lahko prišel? Neverjetno, ne? A ste lačni vsak dan? A ste žejni vsak dan? Pomate čisto vse, da ste lahko najbolj srečen človek na svetu. In jaz sem se z istim življenjem, z istim, isto sem hodila na Želvo, isto sem hodila na Rdeč križ, isti otroci, ista jaz, isto stanovanje, ista kuhna, isti WC, isti tuš, isto vse, naučila biti najbolj srečen človek na svetu. In kaj me je naučil? Hvaležnost. Hvaležnost je veščina, ki se jo vadi. Vse, kar vam jaz govorim, se da vaditi, se da naučiti, priučiti. Hvaležnost je veščina, ki se jo vadi. Vsak dan.
si od danes naprej, če še ne delite, zapišite najmanj 10 hvaležnosti, je pa treba pisati, ker mi smo na zemlji in da idejo, hvaležnost, našo novo zgodbo, ko jo želimo živeti, karkoli, naše definicije, je treba zapisati, da se prizemlji, najboljše svinčnikov, nalivno pero ali pa kuli recimo. Ne? Jaz vam doma vse popisam, ne? Vsi zvezki, vse je popisan. Včasih nisem rada pisala, moja mentorica mi je dala nalogo, čez en teden me je poklicala, si naredila nalogo, ne, jaz ne bom pisala, jaz ne pišem rada, jaz sem pisala, nikoli nisem pisala, tudi zdaj ne bom. In pol me je skoučala, strenirala, da sem prišla do tega, da sem začela pisati in ko sem začela pisati, se mi je življenje spremenilo. Začnite pisati, se pravi vsak dan vsaj 10 hvaležnosti. Hvaležnost je veščina, ki se jo vadi. Zakaj? Ker je treba priti do občutka. Ko boste prišli do občutka, te ganjenosti, da ste res lahko hvaležni za to, ko imate enega zdravega otroka in je to vaše, recimo, edino obilje, ki ga trenutno vidite, ne? Se imate vse, ampak recimo neki, ali pa dober, imam 2 zdravi nogi. In ko boste prišli do tega občutka hvaležnosti tako močnega, da se boste ob tem ganjeni, da boste jokali, da boste res videli, da ste lahko sam zaradi svojih 2 nog najbolj srečen človek na svetu, pa se vam bo življenje spremenilo, samo začnite vaditi hvaležnost. Druga stvar, ki je meni spremenila življenje, ki je enako pomembna kot hvaležnost, je teh stvari, ampak ena ne izključuje druge, če razumete. Ne? Zdaj sem jaz izpostavila hvaležnost. Zakaj tudi hvaležnost? Hvaležnost ima 900 hercov. 1000 hercov je že božanstvo. Se pravi, z hvaležnostjo ste veliko bližje Bogu, zdaj, ali rečete Bog, življenje, karkoli pač rečete, ali pa sami sebi, ste ravno s hvaležnostjo najbližje vsemu temu. Ker sreča, radost, veselje ima nižje vibracije, ima okoli 400-500 hercov. Ne? In hvaležnost je tista, ko vam ne gre, ko ste žalostni, ko ste obupani, da se potegnete ven iz tega kontrasta izziva, ko se vam dogaja, uporabite hvaležnost za metodo. Ne? Pejte takrat, joj, sem pa lahko srečna, ne vem, da vidim tole rožo, pa sam pa ure v to rožo gledite, vidim svetlo rumeno, temno rumeno, oranžno, zeleno, rjavo, belo. Zaradi tega sem lahko najbolj srečen človek, zaradi tega, ker nekdo v vaši bližini vsak dan moli in bi dal vse, da bi videl. Vi pa vidite. In zato ste lahko najbolj srečni človek na svetu. Samo zaradi tega. Zaradi enega obilja, ko ga živite. Tako da vadite hvaležnost. Če grem naprej. Meditacija. Meditacija mi je rešila življenje. Tu zdaj izgovorov ni. Nimam časa 10 minut na dan, da si ga vzamem za sebe, da si umirim svoje misli. Se pravi, meditacija umirja misli, povežeš se zdaj, ali delam prav ali ne delam prav, tega ni nikjer v življenju. Vse delamo ok in super. Tudi meditacija je veščina, ki se jo vadi, tako hvaležnost. In greš, vsak dan si vzameš, imaš vodene meditacije, imaš Joe Dispenza, imaš Wim Hofa, dihanje, recimo, zelo priporočam, dihalne vaje. Imaš Ana Bučevič ima meditacije, Marko Nikolič, kdorkoli boste našli na YouTubeu, Aleksandr Šinigoj pri nam je ful dober, recimo, v meditacijah. Ne? Tako da ogromno jih imate. Ogromno imate kako sem zdaj pozabila, ogromno imate teh coachov, teh praktikov, kogarkoli, ko ima brezplačna predavanja, recimo na Facebooku najdete ali pa kjerkoli, ne vem, v kjerih drugih medijih še, ne. Tako da ni izgovorov, ne zmorem, pa nimam denarja, smo že zdaj ugotovili, da ne gre. Kdaj sem jaz delala, ko sem stanovanje pucala, ne, prej sem ga v jezi, ne, da sem za vse sama, da moram skozi pucati, da mi vse userjajo in tako naprej. Ko sem se naučila imeti sebe rada, sem enako opravilo začela delati v hvaležnosti in hvaležnost me je naredila srečno. In dan srečna pospravljam stanovanje, ne. Kdaj poslušam predavanja, ko se vozim delat, ko pospravljam, ko pomivam po tleh, ko kuham, ko okne pomivam, vedno poslušam predavanja. Še danes. In do konca življenja jih bom. Ves čas se učim, oziroma ves čas to rožico negujem. Ker ko jo bom nehala negovati,
lahko pride kar hitro spet do tiste depresije in nesreče in žalosti in tak naprej. Zdaj smo rekli, hvaležnost, meditacija. Si lahko preberete, v glavnem moj nasvet je, začnite meditirati. Zakaj? Vse to, kar jaz danes delam, pa vse to, kar imam od delavnic, pa da bo knjiga, pa moj program online, ko ga imam, pa ljudi, s katerimi se jaz srečujem, ne, ker zdaj imam čisto drugačne prijatelje, ko sem jih recimo 6 let nazaj imela, je iz meditacije. Se pravi, v meditaciji sem slišala svojo dušo, svoje srce in sem to šla narediti. Imate formulo M-O-R, misel, prvo pride misel, pa je občutek, ok, če bi pa jaz misel, jaz bi tako rada predavala, jaz si to ful želim, jaz bi tako rada predavala, pa je bil občutek, to bo meni ful fajn, to mi jaz nenormalno uživala, kaj pa je sledil? Akcija, pa je bilo treba iti v akcijo. Se pravi, kljub temu, da sem rekla, pa se jaz še ne vem, če znam dost, pa sem slišala stavek, ti si vse, kar želiš biti že ta trenutek, niste tam, tam ni nič. Vi ste vse že zdaj, karkoli si želite, ste že danes. In pa sem rekla, ok, pa sem že jaz danes predavateljica, pa sem že jaz danes motivacijski govornik, pa sem že jaz danes coach, pa sem že jaz danes terapeut. Ok, grem. Ja, a me je bilo strah? Ja, pa sem pa rekla, ok, kaj je strah? Pa sem začela delati na strahu. Zakaj se primerjam, recimo, z Ano Bučevič? Ok, pa sem začela delati, kaj je primerjanje. Se pravi, vse, kar mi ni šlo, kar se mi je zdelo, da mi neko težo predstavlja, sem začela na tem delati. No in sem začela predavati in sem imela lepo, ne vem, vsak petek predavanja, pa se to zdaj ni pomembno, še zdaj jih imam, zdaj bom imela po celi Sloveniji po knjižnicah. Pa še to, zdaj, ko sem glih v predavanjih, imate moj YouTube kanal, Planet ljubezni se imenuje. Imate gor fajne videe, če si bo kdo zapisal, da ne boste pozabili, Planet ljubezni. Ne? Se pravi, jaz kreiram nov planet, en posameznik je dovolj. Vi ste dovolj. Ker ko boste v vašem svetu srečni, svojo vibracijo vplivate na čist cel svet, na vsak kamenček, na vsako žival, na vsako drevo, na vsako morje, na vsak ocean, na vsako drevo. Dvigujete kolektivno zavest. In eden je dovolj, vi ste čudež, vi ste toliko pomembni na zemlji, da je to nekaj neverjetnega. Boste videli, ko boste delali na sebi, ko boste do tega spoznanja prišli, ko sem jaz rekla, wow, a tak sem pomembna. Toliko ste pomembni na zemlji, da je to nekaj neverjetnega. In toliko vas zemlja rabi, zakaj vas rabi? Vi ste z nečim prišli tu na zemljo, bom rekla, z neko nalogo, z nečim, kar rabite tu narediti. To ponavadi ni tisto življenje, bom delal 8 ur, šel domov, se stoširil, pojedel, se ulegel na sedežno, gledal televizijo in to delal 40-50 let. Ponavadi ima vsak neko nalogo in če vam še lahko to razkrijem, 100% imate vsak od vas talent, pa ne enega. Jaz sem tekom vsega tega, kar delam, odkrila ene 4-5 talentov. 100% imate. Jaz nisem znala darila za vid, delala sem pa najlepše poroke po celi Sloveniji. Sem imela svojo cvetličarno, pa sem poroke delala. Nisem znala pa darila za vid, se pravi, sem odkrila talent. Jaz nisem vedela, da imam talent, da lahko zdravim ljudi, ne? Pa sem odkrila ta talent, ko so se začeli, ko sem mislila, jaz bi tako rada terapijo naredila enemu, tako čutim, da bi mogla, ne? Pa je ženska šla od mene, pa me je drug dan poklicala, kak sem neverjetna, kaj se je vse zgodilo in tak naprej, ne? Potem sem šla na kak reading, kakim šamanom, pa so mi še oni povedali, kaj vse bom jaz delala, pa v čem vse sem dobra, ne? In imam cilj, se pravi, jaz imam močno vizijo, vi rabite imeti nekaj, za kar se lahko oprimete, en močen adut, neko močno namero, zakaj, nek vaš cilj, če bom jaz to pa to in rabite nekaj za to, da vas lahko to dvigne. In jaz, ko vem, kaj bom v življenju počela, kaj želim, točno imam definiran svoje cilje in želje. In jaz sem grem proti tam, ok, ti nisi za na mojo pot, ok, tega nočem in grem sam proti tistem, kar želim. In to zmore čisto vsak od vas. Tretja, ali katera stvar tretja? Četrta?
Ok, da ti štej, no, pa pol povzem. Recimo vizualizacija. Zakaj vizualizacija? To je tudi ena lušna metoda, ko se jo lahko naučite. Vi ste zdaj, v tem trenutku smo, to je resničnost, ki jo živimo. Tule smo vsi na predavanju in tak naprej. Ampak življenje je pa tak. Poleg te resničnosti, ko je zdaj ta trenutek živimo, poteka ob tej resničnosti, jaz vedno rečem nešteto, eni rečejo 12, ne vem, to se nisem spuščala, lahko se kdo od vas. Jaz rečem nešteto drugih paralelnih resničnosti. Tako, če se peljete, ne vem, po avtocesti na Dunaj, imate 3 ali 4 ali koliko pasove in istočasno so 4 avti vsak na svojem pasu. Tak je naše življenje. Poleg tega življenja, ki ga zdaj jaz živim, ko sem, ne vem, bila v depresiji, je bilo resnično. Ampak, če sem hotela v drugo življenje vstopiti, kjer jaz predavam, kjer sem srečna, v paralelno resničnost, sem mogla spremeniti svojo zgodbo, svoj način življenja za aktivacijo, da sem se aktivirala v to resničnost. In pri temu zelo pomaga vizualizacija. Veste, kaj je vizualizacija? Se pravi, zamišljate si, ne vem, da ste na plaži, zamišljate si, kako vas en objema, kako se ljubčkate s tistim partnerjem, ko ga imate tako, ko bi ga rada imela, ne? Kako se vozite, namesto v starem avtu, v novem belem BMW-ju, kako, ne vem, ste si kupili od Max Mare oblekco, ko si zdaj ne morete niti uno za 10 evrov, zamišljate si, vizualizirate. Ker naš ne ve, ali je zdaj to res, ali je to res. On ima vse za res. In zato je vizualizacija krasna metoda, ki vam pomaga iz kontrasta ven, pomaga vam iz žalosti, iz obupa, iz nemoči. Enako je z bolečinami, z boleznimi. Če vas karkoli boli, predstavljajte si vas zdravega. Tukaj vam priporočam knjigo Tjaše Doleraj, letošnjo. Ne vem točno, kak je naslov, kanalizirana za leto 2023. Ona to zelo lepo opiše. Imate štedilnik, na primer, in če vi želite juho skuhati, vi morate pržgati, aktivirati. In če se vi hočete pržgati, aktivirati za drugo resničnost, za tisto, ko jo želite živeti, za drugačno življenje, se rabite aktivirati in aktivirate se z vizualizacijo. Ker vi, ko si zamišljate sebe, ne vem, na plaži, pa to, kar bi radi imeli, vizualizacijo se sami poglobite, ne bom zdaj tule predolg, v glavnem krasna metoda. Kaj mi dosežemo z vizualizacijo? Občutek. Mi smo prej rekli, občutek je vse. Se pravi, jaz si želim iti v Grčijo na plažo. Pogledam na internetu, kako Grčija zgleda, pa tista plaža, ko si jaz želim. Pa zaprem očke, pa grem s svojimi mislimi na tisto plažo. Pa čutim veter na se, pa čutim sonce, pa čutim kamenčke pod svojim telesom. Pa vidim tiste hiše, pa vidim, kaj si bom naročila tam nek, ne vem, nek brezalkoholni koktejl. Pa vidim, kako se tam masiram, kaj jaz dosegam. Občutek. Občutek, kako je meni tam fajn. In z občutkom dvigujem svojo vibracijo in slej ko prej se mi bo ta Grčija zgodila. Ali pa še kaj boljšega. Slej ko prej. Se pravi, krasna metoda. Da grem naprej. Ena tudi najbolj pomembna, pa meni najboljša metoda, ko pri meni ful deluje, je nova zgodba. Mi živimo zdaj, to je, če imate kakršnekoli bolečine, bolezni, žalosti, obupe, karkoli, da ste tale trenutek nesrečni, pa da bi radi drugače. Evo, sem tole prinesla en tak kol, se vas ne bom tepla. Mi živimo tule, se pravi, to je naše življenje, trenutno. Želimo priti sem, na drugo stran, želimo drugačno življenje, ker smo zdravi, ker smo brez bolečin, ker smo srečni, ker smo veseli, ker smo radostni, ker pojemo, ker imamo ogromno denarja, ker imamo ogromno ljubezni, ker imamo karkoli. Mi želimo tu. Kaj mi delamo? Mi ves čas govorimo o tem. O tem, kar je trenutno. Mene boli, jaz sem brez denarja, jaz sem obupana, jaz sem nesrečna, jaz sem debela, jaz ne vidim, jaz imam ne vem kaj. Se pravi, ves čas govorimo o tej resničnosti. Kako mislite, da boste do tu prišli? Tu sem jaz ves čas govorila. To je najtežji del, dobro me poslušajte, najtežji del je spremeniti zgodbo glede na resničnost, ko se ti dogaja. Sam brez tega, da boš zgodbo spremenil, ti ne bo uspel.
Jaz sem bila tu, v depresiji. Mene je kar vlekli do ljudi, zdaj pa lahko sami date, vi ste tam, ne? Jaz dam zdaj depresijo, vi pa dajte, ki ste vi, nimam denarja, me boli noga, me boli križ, nisem srečna v partnerstvu, karkoli dajte zdaj noter, ne? Ker vse gre po enem in istem kopitu. In jaz sem kar iskala ljudi, da bi jim lahko povedala, kako sem jaz nesrečna v tisti depresiji, kako je meni hudo, kako me noben ne razume, kako sem žalostna, kako sem brez denarja, kako sem obupana. In sem skozi ponavljala eno in isto zgodbo. Eno in isto. Kaj sem delala? Vsak dan sem na štadionu odlaufala 10 krogov za svojo zgodbo. Afirmacije so to. Naše življenje, naša afirmacija. Ko mi rečejo pa recimo na predavanjih, ja, jaz pa ne verjamem v afirmacije. Ja, ti živiš svojo afirmacijo. Ti ves čas podzavestno afirmiraš. A ni zdaj že čas, da začneš zavestno? Afirmacija je tudi ena od metod. Se pravi, začni govoriti to, kar bi rad živel. Afirmacije je treba verjeti, ne, bomo pa to vzeli. Se pravi, ves čas sem govorila o depresiji. A hotela sem biti najbolj srečen človek na svetu. Kaj sem mogla narediti? Začela sem, ne glede na to, da nisem verjela, ni treba biti prepričan v novo zgodbo, kaj govoriš, mogla sem začeti govoriti novo zgodbo. Nova zgodba, vam priporočam, da si jo doma napišete. Piše se v sedanjiku. Se pravi, zdaj bom povedala svojo novo zgodbo. In kaj delaš? Novo zgodbo vsak dan bereš. Če jo bereš 3-krat na dan, me lahko pokličete čez 1 let, sigurno se vam bo pol od vaše nove zgodbe uresničilo. Še bolj, tudi isto fajna metoda je, da posnamete video iz paralelne realnosti. Se pravi, video o tem, kar vi želite. Zdaj ste tu, zdaj pa to želite. Ne vem, iti na križarko, iti na Havaje, iti na ne vem kam. Ne? In posnamete video o tem. Sami sebe. Pustite zdaj, ne, da vam bo rekli, da ste malo nori, ampak posnamte se. In govorite o sedanjiku. Se pravi, jaz sem na Havajih, vozim belega BMW-ja, čim bolj se uživate not z občutki in gledajte ta video na samem, ne, da vas kam ne odpeljejo vsak dan. Ne? Kaj boste vi naredili? Aktivirali se boste za to stran. To je tista aktivacija. Pržgali boste šporhe, da boste lahko juho skuhali. Aktivirate se. Če gremo z novo zgodbo, pišete v sedanjiku. Se pravi, jaz sem Nataša Meznarič, predavam po celem svetu, trenutno sem se vam javljam iz Havajev, imam 10 svojih online programov, napisala sem že 7 knjig, ki so vse svetovna uspešnica, prevedene so, ne vem, v 150 jezikov, igrajte se. Napišite svojo novo zgodbo in pol jo vsak dan berite. To je vaša zgodba, to je vaše življenje, to je tisto, zaradi česa ste vi sem prišli. Namen življenja ni, da smo mi v pomanjkanju, bilo česa, ali denarja, ali ljubezni, ali hrane, ali vode, ali zdravja. Namen življenja, prišli ste zato, da ste zdravi, da imate obilje denarja, če si želite milijone, lahko imate milijone, lahko jih imate. Nič drugačen niste kot eden, ko je iz nič prišel, pa ima danes milijone, tudi vi jih lahko imate. Samo kar rabite, novo znanje, od ljudi, ko imajo milijone, ko imajo izkušnjo o tem. Nič druga. Pa je energija. Energija je vse. Vse je energija. Čist vse. Lejte, ta gre, ne? Prvo je misel, poslušajte me zdaj dober, prvo je misel. Mi že vemo, že Nikola Tesla, to je dokazano, to zdaj ne bom se spuščala, to imate vse dokazano, kar jaz govorim. Vse, kar govorim, je dokazano. Se pravi, delajo so poskušali na možganih, nova zgodba, traje, to, kaj se ti pol zgodi. Vse imate dokazan. Obstaja, jaz rečem temu, vsak drugače to imenuje. Recimo Kojc, Martin Kojc, imate učbenik življenja, super knjiga, ko je vsakem preučal, reče, recimo prasila, da deluje. Jaz rečem, ok, Bog, življenje, karkoli, ne? Ali pa zakon privlačnosti, recimo. To, kar mislimo, to privlačimo. Obstaja kvantni prostor. To je moja resnica, jaz to pač verjamem, jaz si to vizualiziram in to meni pomaga. Vi si pa lahko najdete svojo. Obstaja kvantni prostor, ki je 95% vseh naših želj že izpolnjenih. Ne? Prej sem govorila o drugi paralelni resničnosti, ste pravi. A ste se kdaj vprašali, vi imate drugačne želje kot jaz, 100%. Ne? Jaz si želim na Havaje, vi si želite kam? Ne, tako. No, kam si želite? Na Timor, jaz bi si
Na Krk, ali ko? Sam do Kopra. No, ok. Vi si želi, jaz na Havaje, vi Koper. Ne? Se pravi, imamo različne želje, je res? A ste se kdaj vprašali, odkot je ta želja prišla? Iz katerega prostora pride moja pa vaša, ker imamo različne. Se pravi, ta želja, ta misel, da si nekaj želimo, mora od nek prideti. A vam je logično to? Mene je to raziskovanje življenja fascinantno, jaz vse raziskujem, ne? Aha, željo imam, odkot je to prišlo, ne? To je od nekod mogli priditi. Da si jaz BMW-ja želim, ti si pa želiš, ne vem, Puntota, ne? Recimo, no. Ali pa, ne vem, Mercedesa, no. Puntota, ne? Ali pa v redu, vse sploh ni važno, ne? Se pravi, od nekod je prišlo. Odkot je prišlo? A vam je logično? Lahko tole. Da si vi ne bi mogli zaželeti, da hočete v Koper, pa jaz si ne bi mogla zaželeti, da hočemo na Havaje, če ta želja že nek ne bi bila izpolnjena. Če ne bi tam bila. Ja, če ne. In ta želja je že izpolnjena v tem kvantnem prostoru. En reče prazen prostor, naprimer med oblaki, ne vem, nek tam gora, ki pač jaz ne vem, nisem se spuščala, lahko se kdo od vas. Je že izpolnjena. Sam kako jo jaz materializiram, kako jo dol potegnem. Ne? In vsaka naša misel, mi, fizično telo, je posledica misli, je posledica nečesa, kar smo mi ne vem kje, ne bom se zdaj v to spuščala, želeli in zato smo točno taki, ko smo. Jaz imam tako telo, ko sem si ga sama ustvarila s svojimi mislimi. Pa prepričani, pa vsem tem. Se pravi, želja je že nekje izpolnjena. Vi imate Koper, jaz Havaje. Se pravi, Koper je že izpolnjen. Kako pridem zdaj do tega, da bom jaz res fizično v Kopru, pa jaz na Havajih? Kako? Če je to tam gor je visoka vibracija, tam gor je vibracija 1000 hercov. Z energijo. Se pravi, za svojo vibracijo. Vesolje, Bog, življenje, kakor temu pravite, sploh ni pomembno, odgovarja na našo vibracijo, ne na naše besede. Prej smo pa rekli, da je naš občutek, ima pa vibracijo. Občutek ima to besedo, ko se mu reče vibracija. In bolj smo mi, ne, zdaj pa paste, vas tu boli, vi ste tu nesrečni, vi tu nimate denarja. Kje ste? Ja, na 200 ali pa na 100 hercov, na čist nizki vibraciji, ne, v neprijetnih občutkih. In če jaz hočem iti v Koper, da potegnem tudi Koper dol pa Havaje iz tega prostora, rabim biti na to stran grem pa z meditacijo, vizualizacijo, afirmacijami, novo zgodbo in tak naprej in tak naprej. Se pravi, pomagam si, da se aktiviram, da bom prišla v Koper, slej ko prej. Ne? Zakaj? Ker takrat dvigujem svojo energijo, sem v prijetnih občutkih, ko meditiram, ko vizualiziram, ko govorim novo zgodbo. Danes sem šla v Koper, zdaj sem v Kopru, lej sem te poklicala. Igrajte se, življenje je igra. Jaz se igram, jaz primem, rečemo, ne, da je zdaj to telefon pa se igram. A res, tak fajn ti je, super, a veš, ki sem pa jaz te pa zdaj iz Havajev kličem, gledam, tele čakam, da grem na masažo, zdaj tele so mi koktejl prinesli, jako pa Neža sta zraven. Igrajte se, življenje je igra. Kako mislite, da sem jaz do strank prišla? Jaz sem se igrala. Halo, dober dan, Nataša, me zdaj šule, ja, coaching bi imel, ok, ja, vas kar zapišem, pa sem si zapisala, pa spet, pa sem se igrala. Življenje je igra, pozabili ste biti otroci. Otroci imajo domišljijo, domišljija je vse, domišljija je ta prostor, ne? Iz domišljije vam je prišel Koper, ne? Sam kaj je zdaj? Dobro poslušajte. Koper vas ne bo naredil srečne. Zakaj bi rada šla v Koper? Zaradi občutka, ko mislite, da ga boste v Kopru doživela. Zaradi morja. Ja, pa zaradi morja. Sam, če ste vi že zdaj tukaj nesrečna, vas bo Koper v srečo mogoče za dan, dva, ko boste tam, ko boste prišla pa nazaj, boste pa spet nesrečna. Zakaj? Ker ni sreča v Kopru, sreča je tu not. Zato je začeti treba delati na sebi. In kaj pol ugotoviš? Da Kopra sploh ne rabiš več. No, ali pa jaz Havajev, ne rabim jih, ker sem že tu srečna. A me razumete? Sam jaz vem, da bojo Havaji, so posledica vsega tega, kar jaz delam. To je logična posledica tega. Koliko smo s časom, Barbie?
Viš, koliko sem vedela. Zdaj vam bom še to povedala. Kaj se ti zgodi, ko si na visoki vibraciji? Tako sem povedala. Tudi jaz imam kontraste. Tudi mene Neža razp. Sam ni me Neža, ona je sam pritisnala. Ok, spet imaš delo na sebi, ne? Ona ti je sam pokazala, ona je pritisnala na neki utep noter, ko moš rešiti. Zdaj pa, da vam povem, kakve stvari se vam dogajajo. Ene par jih bom izpostavila. Se pravi, kaj se smete? Ja, no fajn. Ja, zdaj boste na hajpani šli. Zdaj pa malo gledajte, kaj se vam bo v življenju dogajalo, no, po tem predavanju. Pa mi malo kaj napište. Darilo vam moram dati, vam bom dala pol, ok? No, ni važno. Kaj se ti zgodi? Jaz sem se zdaj slučajno, ko se mi je nekaj zgodil, spomnila, da ko sem bila otrok, mene ni ta Tajska, pa to, ko moja sestra hodi, pa to meni sploh ni bilo nikoli všeč, ne? Jaz bi šla Norveška, Finska, Škotska. To se spomnim, da sem že kot otrok sanjala, ne? Sam to ni, to bi še zdaj rada povedala v teh 10 minutih, bom probala ful hiter, no, ko je ful pomemben. Ful važen je, a jaz Havaje kreiram, ustvarjam iz visoke vibracije, iz sreče, iz radosti, pa kaj jih sploh ne rabim, jaz jih ne rabim. Jaz ne rabim partnera, jaz sem samska. Kaj vam zgledam samska, vam zgledam, da imam enega ful fajnega. No, jaz ga imam, ne? Sam ga vizualiziram. On je z menoj takrat, ko je... On je z menoj takrat, ko ga jaz hočem, ne? Ja. Pa se isto stiskama, pa plešama skupaj, ne? Zaprejem mučke, pa vizualiziram, da s partnerem plešem. In pol jaz ga sploh ne rabim. Sam zakaj vam to govorim? Zato, ker to je kreacija izobilja. Večinoma pa kreiramo iz pomankanja. Zato, ker si to strašno želimo, ker smo nesrečni, ker brez tega smo obupani, to je pa pomankanje. Pomankanje je nizka vibracija, kaj dobimo? Še več pomankanja, še manj denarja, še slabšega tipa, še bolj smo nesrečni in tak naprej, ne? Če smo rekli, da vse sami privlačimo, ne? Vse sami privlačimo. Ko pa greš ti kreirati izobilja, kljub temu, da ta trenutek nimaš denarja, nimaš partnerja, nimaš avta, kreacija se da naučiti. Se pravi, jaz sem kreator, jaz kreiram svoje življenje. Če sem skreirala sranje, lahko tudi sanje. In zdaj jaz sama zavestno kreiram svoje sanje. Ne? In ena od teh sanj, ne, zdaj pa dobro poslušajte, zdaj pa gremo v najboljši del, da boste videli, da je možno. Ne vem zdaj, kaj bom izpostavila. Ena izmed teh sanj je, da bi jaz imela svoja predavanja, tako jih ima Ana Bučevič recimo na morju, svoje ljudi in tak naprej, svojo skupino pelala in bi bila en teden z njim, bi vsak dan takle dvakrat predavala, enkrat bi imeli meditacijo, enkrat predavala in bi skozi žurali in bi se imeli fajn, ne? In bi bili skozi vsi na visoki vibri in bi videli po enem tednu, da bi se vam čisto življenje spremenilo. To je bila moja želja. In prejšnji teden, 14 dni nazaj, bil v Misteriju moj intervju. On je že bil intervju, pa zdaj v juliju bo oddaja Klepet o kavi, pa imate Ženska arena, se imenujejo TV Cela, imate pa tudi moj intervju na YouTubeu. Ne vem, kaj napišete Ženska arena, no? Pa ne se pozabiti na moj kanal subscribe ali naroči se. Ok, malo reklame. Da boste pa vse to imeli. Ta video bo na YouTubeu, kot danes. Imamo tule snemalca Rožleta. Hvala, Rožle, da si prišel, da mi pomagaš. Evo, to je naš fan, če ga kdo rabi kaj za snemati ali pa kaj. Tako da to. V glavnem, kaj se meni zgodi en teden nazaj. En gospod, ko je danes tu z nami, prebere moj intervju v Misteriju. Ne? Sicer me že poznal take male punčke od rojstva, ampak nič za to. In on to prebere. In me pokliče in reče, ima svojo turistično agencijo in že, ne vem, 20 let ali koliko vozi ljudi na Iš, pa na Dugi otok, pa na Bosanske piramide, pa tak, in imajo podoben tak, ko mi se zdaj gremo, ne, imajo oni tam. No, in on mene povabi zraven, če bi jaz vsak dan imela predavanje. A vidite, kako se mi že počas to
Ne? In zdaj vam dam tu, če se bo kdo, razdeljte si, slučajno odločil, da si prebere, ne? Tukaj bom jaz imela predavanja, tudi pa še drugi bojo. Ne? Se pravi, tako se ti začnejo pol želje izpolnjevati. Druga stvar, poslušajte. Se pravi, Nataša si je želela Norveška, Finska, Škotska. To sem jaz pozabila, da si jaz to želim. V moj program, jaz imam svoj program, če bi kdo želel še poglobljeno znanje, če bi želel kak je program nastal? Program je nastal, izključno moj program je, pa vse metode pa koraki, ki so meni neizmerno pomagali, tudi program se imenuje Pot do sreče in notranjega miru, vsi koraki in metode, ki so meni pomagali, da sem jaz danes najbolj srečen človek na svetu, da razumem življenje, da grem 100 reko, ne več proti njej, da živim tako življenje, ko ga danes živim, je v ta program zajeto. In v ta program se vpiše ena gospa, Ida, bom zdaj ime povedala, to je ta gospa 72 let stara. In izhod je ta gospa Ida, iz Norveške. In moj program ima 14 modulov. Se pravi, 3 do 4 mesece sem vaš mentor, ne? Bo pol, še tule imamo eno, ko je v mojem programu, bo malo povedala, kaj se ji dogaja. Ja, bož. Si videla to, da bom to naredila? Viš tako pol že kar vse veš, kaj se ti bo v življenju dogajalo, ne? Pa nisem mislila to narediti, veš. Ja. Ne? Se pravi, ta gospa Ida je v mojem programu. Program ima 14 modulov. Ko obdelama prvi modul, je pri meni odgovornost. Tam vas trajblam, če ne sprejmete odgovornosti za svoje življenje, ne gremo naprej, dokler je ne sprejmete. Ali pa nehamo. Ne? Glih sem eno zdaj izpisala. Ni mogla. Ne moram jaz s tabo delati. Nisem jaz tisti coach, ko vas bom lepo delam z vami, pa vse sam takrat, ko pa rabite, pa vas tudi malo poriti, ne? Ker tudi jaz sem tisti focen rabila, ko me je zbudil, ne? In ta moj focen je bil od moje sestre, ne? Ko sem jo imela pol za največjo P, a se boš fentala ali pa peti iz vloge žrtve, ko sem jaz bila najbolj na tleh. Meni je kapnil, v vlogi žrtve sem, lahko grem ven, okej, ne? Pa druga, kar mi je najbolj pomagala, ful sem jokala na neka predavanja, sem hodila tam za neke podjetnice, jokam in to še moram povedati, tole je gospod Janko Kačno, ko se Jankec oprosti. Sem ful jokala in mene prijateljica gleda pa reče, Nataša, si ti zamisliš, da bi zdaj, ko tak jokaš, ko si tak nesrečna, to obrnala, ki bi bila gor. In jaz sem to sliko videla, ker sem bolj vizualen tip, ne? Ker tudi drugače jaz okolice urejam, režem žive meje, grmičke, vrtove, grede delam. Na moji Facebook strani vidite, ne slikam vse, ampak veliko vidite, kaj jaz delam. Ne? To že 27 let okolice urejam. Ne? To bom verjetno skozi, čeprav meni moja mentorca prav, da ne bom, jaz pa rečem, da bom skozi, ker me to strašno pomirja, ne? In ta stik z zemljo in to. No, zdaj ne vem, ki sem malo zašla. Obdelama prvi modul s to gospo Ido, jaz dobim mail, da me vabi na Norveško. Pa ne sam to. Se pravi, ona živi 30 km od Osla, celo mojo družino. To sem vam prej povedala. Prvo je to prišli, da grem zdaj, Janko je tudi rekel, ni problem, da prek naše agencije imaš svoje ljudi, peleš dol. Ta gospa Ida me na Norveško povabi, živi 30 km iz Osla. Je rekla, lahko pridete sem, oziroma odloči se, kam bi prej rada prišla. Lahko pa pridete tam, ko je 1500 km iz tega Osla, ko je ta egzotika, ko je ta narava divja in vse, in tam lahko vidiš severni sij. In to je pa želja od mojega sina največja. In kje je hiška? To sem pa jaz v meditacijah velikrat videla. Hiška je pa v zalivu, na peščeni plaži v Ribiški vasici. In mi jo da za koliko dolg hočem in kaj hočem. Pa je šlo še naprej. Je rekla, pa ne sam to, mi imamo še na Silbi apartma, Nataša, 10 sob imamo, kadar hočeš, pa se je popravila, na Oli bo poleg Silbe, kadar hočeš, lahko greš ti in tvoja družina brezplačno dol. Pa lahko imaš teh 10 sob, pa lahko imaš svoje predavanja dol, pa to, kaj hočeš imeti. To se ti pa začnejo v življenju dogajati. Mislite, da sem jaz to 6 let nazaj vedela, ko sem se hotela fentati? Ne. Samo to se pa začne.
začneš živeti svoje življenje, tistega, ko si izbral. Samo odloči se, jaz nekaj hočem predavati po celem svetu, hočem pisati knjige. Jasno sem si napisala svoje želje, kaj jaz hočem, kaj resonira z menoj. In zdaj grem tu. In zdaj imam svoj online program, ko sem si ga ful želela. In se nore spremembe pri ljudeh delajo. Ja, imam mentorico, tudi jaz imam učiteljico, ne? Ko mi kaj ne gre, imam mentorico, ja pa plačam. Nikoli vam ne bo žal denarja za svojo rast, ali to je Jurija, 2 ali 3, dobte, pa sam pejte. Jaz sem 2 leti delala v okolice, pa dobro zaslužen na okolicah. In sem vsak cent nazaj v sebe dala. Nisem si kupila trenerke pa nove bunde, ko sem rabila. Ne, v sebe, v svojo rast. Ker sem imela jasno vizijo, enkrat mi bo to pomagalo. Ni važno, kako sem oblečena, če sem v najbolj, ne vem, kurčevi trenerki, pa če sem srečna, važno je, da sem srečna. Tudi obleke bojo prišle. Ne? Ker mene ne more obleka narediti srečne, pa tudi če 1000 evrov stane. Nemogoče, ja, tisti trenutek, mogoče, ja, mal. Ne more me, nemogoče. Tu je sreča not. No, to je to in pa me ona še tja povabi. Lansko leto jaz iščem en apartma po zim, nek na Rogli, da bi moj Jakob borda, jaz sem včasih učila smučanje, ampak Nežke še nisem naučila, ne, ampak v redu. In vse mi je bilo tako čuden, pa malo preveč, ne vem, to pa lahko si prvoščen, sam si ne bom, ne, ker ko si ne morete prvoščiti, ne, lahko ste na tej strani palce, joj, nimam denarja za apartma, joj, kak sem boga, joj, oni pa lahko grejo na Roglo, pa v Nasfeld, pa ne vem, kam se smučati, pa jih gledam, jaz pa ne morem, res sem boga, ne morem. Lahko to trajblam. Pa bom šla še bolj dol, še manj denarja bom imela. Lahko grem pa na to stran palce. Pa se lahko igram. Pa lahko rečem, lahko si prvoščen, kljub temu, da si ga ne morem, ne? V tej resničnosti si ga ne morem, ko jo zdaj živim. Lahko si prvoščen apartma, pa si ga ne bom. Pa imam skozi 500 evrov kopiranih v denarnici, pa vse posod sem si denar dala, to, ko sem zmogla, po 5 evrov, po 2 evra, da kjerokoli omaro, še tam, ko sem šalco vzela ven, sem videla denar, pa sem vzela štumfe ven, pa sem videla denar. Pa se jaz imam denar in tako sem vibracijo denarja dvigovala, ne? In pol jaz zanč grem delati k eni stranki, pa delam, pa jaz rečem, kak pa, a ti kdaj počivaš, stranka zram dela, ne? Fajni moški je, fajn pep, no, pridn. Pa zram dela, pa sem nekaj, ti sploh kdaj počivaš, če skozi delaš, imaš bajto, imaš kmetijo, imajo ogromno firmo, gradbeno, ne? In rekel, ja, vzele, ko bomo tole sok pil, pa vodo, bom pa počival, ne? Sem nekaj, pa hodiš kam na more, rekel, ja, imamo neki, ne vem, ki na Krku mende, ne? Sem nekaj, imaš ki kak apartma za udat, pa to. Ja, imamo tam gor na Rogli, na smučiščih, ne. Sem nekaj, res, kako bi pa ti meni to dal? Je rekel, ti pa otrojec imate za stojn kadarkoli čete. Tako pol to gre. Zakaj? Ker je moje prepričanje globoko, ker to mi je pa najboljše. Vse mi bo padlo z neba. In jaz sem prepričana v to in kreiraš s prepričanjem. Ker si gotov, jaz sem gotova, da bo meni padl. In za nič v življenju, dobro si zapomnite, en hoče knjigo napisati, en hoče to, en hoče to, en hoče to. Ne rabite denarja. Pridejo so kreatorji na vašo pot. Vesolje, Bog, življenje vam 100% vsak dan, vsako sekundo, vsako stotinko krije hrbet in vas spodbuja k temu, da ste to, kar ste. Kako boste vedeli, kak ste? Bo Balja povedala. Kako veste, kak ste? V programu trajblam z definicijami. Napišite si definicijo partnerstva. Kaj za vas pomeni definicija partnerstva? Jaz Havaj, vi Koper. Ne? Se pravi, jaz imam drugačno definicijo partnerstva kot vi. Kaj za vas pomeni definicija prijateljstva? Bodite čim bolj jasni. Jasnost je ful pomembna. Se pravi, jaz si želim, da je moj partner najboljši prijatelj. Ok, zdaj pa kaj je najboljši prijatelj? Kako bom jaz dol potegnala to željo, Ted Koper pa Havaje, če jaz nisem jasna? Ja, kaj pa je najboljši prijatelj za mene pomeni? Ja, da je zvest. Ja, kaj pa za mene pomeni, da je zvest, pa da je nežen? Bolj bom šla v globino, prej bom jaz to potegnala dol, ker bo vesolje, Bog, življenje, jaz končno vedela, kaj hočem. In tu je ta jasnost, ko jo dosežemo recimo pri definicijah. In pol mi pogledamo. Jaz imam napisan, recimo,
moj partner je moj najboljši prijatelj, da ima to. In pride en moški in želi z mano biti. Kaj jaz naredim? Ne? To se vsi smejijo, sam tak jaz naredim. Pogledam ta svoj seznam doma, ne, to ni on. Jaz ne bom z njim. Zato, ker jaz točno vem, kaj hočem in vesolje me preizkuša sicer, ne, ja pa tega, pa unga, pa tretjega, ne. Ne, jaz vem, kaj hočem. Če jaz vem, da se najboljš počutim v črni trenerki, da se jaz najboljš počutim v trenerki, zakaj bi si jaz premale kavbojke na sebe tišala? Pa zberemo partnerja, ker sploh nimamo seznama napisan, kaj želimo, pa njega krivimo, kak kreten je, pa da je smotan, pa da je butast, pa da je lem, pa da je ne vem kva. Ja, napiš si točno, kakve kavbojke hočeš. In pa si točno te kavbojke kup. Ali pa zber. In tako imam jaz vse. V definiciji vi spoznate sebe. In najdete sebe. Kak pa še to je ful pomembno. A sem jaz vse to, kar želim od partnerja? A jaz to vse živim? Če jaz to vse ne živim, prvo moram jaz to vse biti. Da lahko to pritegnem. Ker odgovarja na mojo vibracijo. A jaz sem zvesta? Ja. A jaz to? Ja. A to? Ja. Jaz hočem vegetarijanca? A sem jaz vegetarijanc? Ja, nisem. Ja, moram, naprimer, ne, postati. Ja, pa ne smete uporabljati besede ne, ker jo vesolje ne sliši. Nikoli, nič, ne. Se pravi, ne da, jaz sem imela dolg napisan, ne pije alkohola. In so mi sami taki hodili, ko so pili. Pa sem šla not pogledati, pa ko vam jaz napisam, da mi sami taki dedi hodijo. A ja, ne pije. Pa sem pa spremenila, pije samo brez alkoholne pijače. Ker ne sliši. Ne? Tako da, jaz upam, ne, tudi s časom, zdaj, upam, da sem vam kaj bila v doprinos, no. Tako sem rekla, najdete me na YouTubeu, Planet ljubezni se imenuje moj kanal, se lahko naročite, vse brezplačno. Zakaj je kanal nastal? Kanal je nastal zato, ker, to so pa zdaj darila, ne? Kanal je nastal zato, ker sem rekla, če enemu človeku rešim življenje s tem, kar delim, mislim, da je okoli 30 videov gor zdaj trenutno, ampak imate dovolj, pa če moj zid sam spremljate to, ko jaz devam kanalizirana sporočila gor in tak naprej. Če sam to spremljate, pa če sam začnete nekaj poslušati, pa neke knjige brati, pa se ne več zgovarja, da ni nekaj možno, ker je čist vse možno. Ker če bi mene videli 6 let nazaj, pa če me vidite danes, pol veste, da je možno. Pa so tule not ljudje, ko lahko to potrdijo. Ja, tako da je mogoče. Hvala vam res za udeležbo. Če kdorkoli želi sodelovanje z mano, se pravi terapije, coachingi, program Pot do sreče in notranjega miru, darilo imate 30-minutni brezplačen posvet. To je to. Hvala. Hvala.